Spoštovani, na prireditveni prostor prihajata minister za obrambo Republike Slovenije Marjan Šarec in načelnik Generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnik Robert Glavaš. Hvala organizatorjem za odločitev za to smelo predstavitev prepleta vaj splošne in bojne kondicijske vadbe. Na ta način razvijamo obe vrsti pripravljenosti posameznika in enot za strokovnejše, varnejše in lažje izvajanje taktičnih bojnih nalog pehote, logistike, inženirstva, sanitete ter vseh drugih nalog skladno z zakonodajo ter poslanstvom posameznih enot. Državljani Slovenije upravičeno pričakujejo od pripadnikov Slovenske vojske, da so kondicijsko pripravljeni in zdravi, kajti le taki bodo lahko služili domovini zdravim in velikim, a ne povečanim srcem. Na začetku te prireditve prisrčno pozdravljam vse zbrane, ki ste danes z nami, športnice in športnike, ljubitelje športa, drage in spoštovane goste. Danes je praznik športa v Slovenski vojski. Psihofizična pripravljenost njenih pripadnic in pripadnikov je nepogrešljiva sestavina vsakodnevnega usposabljanja in urjenja za delovanje v najtežjih razmerah.
Na današnji že tradicionalni slovesnosti, 10. po vrsti, bomo razglasili najboljšega strelca, najboljšo enoto, brigado ter športnico in športnika Slovenske vojske za leto 2023. V iztekajočem se letu smo organizirali večino prvenstev. Zaradi vodne ujme je avgusta odpadlo le prvenstvo Slovenske vojske v triatlonu. Zato bomo danes kljub temu lahko razglasili najboljše v tem letu. Med nami pozdravljamo tudi vrhunske športnice in športnike, ki zelo uspešno zastopate našo domovino na športnih tekmovanjih doma in na tujem, kakor tudi barve Slovenske vojske na vojaških športnih tekmovanjih v okviru Mednarodnega sveta za vojaški šport. Slovesnost bodo popestrili tudi člani male jazz zasedbe Orkestra Slovenske vojske, skratka skupaj bomo preživeli športno, glasbeno obarvano uro. Športna enota danes praznuje 29 let obstoja. 1. decembra 1994 je takratni minister za obrambo izdal odredbo, s katero se je potrdila formacija športne enote Republiškega štaba teritorialne obrambe. S tem je 1. december postal tudi uradno dan športne enote. Nedvomno enota predstavlja pomemben člen v Slovenski vojski, predvsem v smislu promocije in podpore športu v njej. Na oder vabim poveljnika športne enote, podpolkovnika Jureta Velebca. Spoštovani minister za obrambo, gospod Marjan Šarec, spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnik Robert Glavaš, spoštovani poveljnik sil Slovenske vojske, generalmajor Roman Robanč, spoštovani predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, gospod Franjo Bobinac, spoštovani visoki gostje, spoštovane športnice in športniki. Obletnice niso le dnevi na koledarju, spominjajo nas prehojeno pot na premagane izzive in dosežke, ki smo jih dosegli. Obeleževanje obletnic nam omogoča, da zavestno ustavimo čas, se ozremo nazaj in slavimo vsak korak naše poti, ki nas je pripeljala do tega trenutka. Dan športne enote 1. december je tudi obletnica 29, kot smo že prej slišali. Tradicionalno jo združujemo s prireditvijo Športnik Slovenske vojske, ko nagradimo najboljše športnike in športnice in enote. Na ta način združimo vse najboljše, kar slovenska enota ima na področju športa. Vrhunske športnike in tiste najbolj predane, najboljše iz stalne sestave Slovenske vojske. To je poseben dan, ko izrazimo spoštovanje za tistim, ki so posvetili svoje delo in življenje športu, ki ga predstavlja to vojaško udejstvovanje. Šport ima moč, da združuje ljudi, ne glede na vero, raso, prepričanje in nacionalnost. V tem duhu športna enota Slovenske predstavlja most med vojsko in športom, ki povezuje posameznike v skupnost, kjer je odločnost, vztrajnost in ekipni duh ključnega pomena. V 29 letih je športna enota prešla uspešno razvojno pot in danes lahko rečemo, da je ena najbolj prepoznavnih enot Slovenske vojske. Za kar ste zaslužni pripadniki in pripadnice športne enote s svojimi izjemnimi dosežki in predanim delom. Na vseh področjih delovanja, tako na tekmovanjih kot na promociji športa in na podpori razvoja gibalne sposobnosti Slovenske vojske. V letošnjem letu se je športna enota tudi kadrovsko okrepila z dodatnimi strokovnjaki z področja športa in verjamem, da so že letos vidni delni rezultati na tem področju, da več delamo, več smo prisotni v enotah in v naslednjih letih obljubljam, da bo tega še več. Leto 2023 je bilo za športno enoto izjemno zahtevno in tudi uspešno. Že v juniju letošnjega leta smo bili nosilec organizacije Svetovnega vojaškega prvenstva v plezanju, kjer smo tudi rezultatsko izjemno uspešni. Zlate medalje sta osvojili Janja Garnbret in Mija Krampelj, kolajne sta osvojila tudi Vita Lukan in Luka Potočar. Uspešni smo bili tudi na smučarskem svetovnem vojaškem prvenstvu s kolajno ženske ekipe
in na svetovnem vojaškem strelskem prvenstvu s kolajnama Roberta Markoje in Urške Kuharič. V septembru smo bili ponovno organizator velikega mednarodnega športnega tekmovanja, NATO prvenstva v šahu. Obe tekmovanji lahko rečem, da sta bili deležni samih pohval udeležencev in za obe tekmovanji smo pripravili tudi dva kratka filma, ki si jih boste lahko ogledali ob zaključku mojega nagovora. Pripadniki športne enote niso uspešni samo v vojaških tekmovanjih. Na svetovnih in evropskih prvenstvih so v letošnjem letu osvojili kar 24 kolajn. Realizacija vseh teh uspehov ne bila možna brez izjemno kakovostnega in predanega dela tako poveljstva športne enote, kot tudi enot SV, ki so nas podpirali pri našem delu. Vsem se zahvaljujem za izredno predano in uspešno delo. Še posebej se zahvaljujemo enoti vojašnice Janka Premrla Vojka, ki je podprla tekmovanje v športnem plezanju, in Planinski zvezi Slovenije, ki je bila strokovni izvajalec tega prvenstva. Športna enota je postala nekako nosilec vseh dejavnosti z področja športa v Slovenski vojski. Mi smo tudi nekako nosilec direktive za šport in ves ta sistem tekmovanj, ki je organiziran v Slovenski vojski, je privedel tudi do teh rezultatov, ki jih bomo danes podelili najboljših športnikov in športnic in enot Slovenske vojske. Poleg tega izvajamo preverjanje gibalnih sposobnosti, organiziramo športne reprezentance Slovenske vojske, organiziramo vso udeležbo in organizacije mednarodnih vojaških tekmovanj in kot sem že omenil prej, čezdalje več se z dodatnimi strokovnimi kadri posvečamo podpori, da bo Slovenska vojska bolje pripravljena na kondicijskem področju. V letošnjem letu smo tudi uspešno zaključili razvojni projekt Dvig telesne in bojne pripravljenosti SV v sodelovanju s Fakulteto za šport in verjamem, da bo prinesel nova znanja za boljše delo na področju športa in kondicijske vadbe v Slovenski vojski. Kaj nas čaka v letu 2024? 8 svetovnih vojaških prvenstev, organizacija 2 večjih regionalnih tekmovanj v Sloveniji, orientaciji in futsalu, praznovanje 30. obletnice delovanja športne enote, kjer bomo izdali tudi monografijo o prehojeni poti in seveda nadaljevanje vseh rednih dejavnosti. Leto 2024 je tudi leto poletnih olimpijskih iger in prepričan sem, da nas bodo naši športniki svet razveselili z izjemnimi rezultati. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki ste omogočili delovanje športne enote, Slovenske vojske kot tudi vodstvu ministrstva in Slovenske vojske in vsem ostalim podpornikom. Brez vaše podpore in razumevanja ne bi bilo mogoče doseči takih vrhunskih rezultatov. Vsem pripadnikom športne enote in tudi ostalim športnikom v Slovenski vojski želim še naprej uspešne treninge, tekmovanja in osebne zmage. Bodite ponosni na svoje dosežke in nadaljujte s svojim navdihujočim delom. Hvala vam, da ste del te izjemne skupnosti. Živela športna enota. Najlepša hvala za pozornost.
Sledi podelitev priznanj pripadnikom športne enote ob dnevu enote. Nagradili bomo najbolj uspešne vrhunske športnike in športnice, ki so osvojili, kot smo slišali v nagovoru poveljnika, kar 33 medalj. Na podlagi ukaza o podelitvi priznanj športne enote številka 094/4 skozi 2023 do 2019 srebrno medaljo športne enote prejmeta vojakinja Tina Šutej in vojak Nejc Žnidarčič, bronasto medaljo športne enote prejmejo vojak Patrik Divkovič, vojakinja Vita Lukan, vojak Simon Oven ter vojaški uslužbenec Robi Markoja. Vse prejemnike prosim, da pridejo na oder, vabim pa tudi poveljnika športne enote, da podeli odličja. Srebrno plaketo športne enote prejmeta Planinska zveza Slovenije, ki je letos junija vzorno izpeljala CISM svetovno vojaško prvenstvo v športnem plezanju, in enota vojašnice Vipava, ki je brezhibno skrbela za namestitev in vso ostalo podporo članom 11 tujih delegacij, ki so jo potrebovali v času prvenstva. Zastopnika prejemnic vabim na oder. Zahvalo poveljnika športne enote ob odhodu iz enote prejmejo Tomaž Čopi, Urša Kragl, Maja Mihalinec Zidar, Špela Rogl, Matjaž Sluga, Rok Tršan in Ana Mari Klementina Velenšek. Prisotne prejemnike vabim na oder. Hvala poveljniku športne enote za podelitev, iskrene čestitke prejemnikom še enkrat. Mala jazz zasedba orkestra Slovenske vojske izvaja pop, rock, plesno in drugo zabavno glasbo. Danes so z nami vojaški uslužbenci Miha Recelj, Aleš Ogrin, Gašper Kržmanc, Martin Konjajev, Vasja Burkat, Katja Richter in Rudolf Strnad.
Namesto dežja nam bodo nasuli sneg. Se ne, da bi klical kaj hudega, ampak spodobi se za ta čas nekaj v zvezi z snegom, a ne? In romantiko. Although the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't show a sign of stopping, and I brought some corn for Bobby. The lights are turned by low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, oh, I hate it going on in a storm. But if you really hold me tight, all the way home we'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Aleš gre na klavirju, dame in gospodje. When we finally kiss goodnight, oh, I hate the going on in a storm. But if you really hold me tight, all the way home we'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. But as long as you love me so, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow. Najlepša hvala. Katja Richter in mala jazz zasedba Orkestra Slovenske vojske. Streljanje je eden od športov, ki so neločljivo povezani z vojsko in vojaškim usposabljanjem. Tudi Slovenska vojska razume pomen streljstva in vsako leto organizira tekmovanja v dinamičnem in preciznem streljanju ter prvenstvo Slovenske vojske. 2 tekmovanji v Grižah, po ena v Hrastniku in na Crnem grobu, so potekale v organizaciji Zveze slovenskih častnikov Slovenije. 2 od teh sta šteli tudi za prvenstvo Slovenske vojske. Za najboljšega strelca sta letos šteli omenjeni tekmovanji 2. stebra s pištolo v dinamičnem in preciznem streljanju. Seštevki rezultatov najboljših 3 tekmovanj so nam dali najboljšega strelca v letu 2023. Vsa tekmovanja so bila izvedena v organizaciji strokovnega strelskega organa in sektorja J7 poveljstva sil Slovenske vojske. Za najboljšega strelca v Slovenski vojski za leto 2023 je razvrstitev naslednja. 3. mesto, praporščak Robert Petrač, enota za specialno delovanje. 2. mesto, praporščak Branko Ovijač, Center za združeno usposabljanje. In 1. mesto, štabni vodnik Aleš Žibert, Center za združeno usposabljanje. Najboljše strelce vabim na oder. Vabim pa tudi poveljnika sil Slovenske vojske, generalmajorja Romana Urbanča, da podeli priznanja.
Hvala poveljniku sil za podelitev. Če kdaj, potem danes lahko rečemo, da je naslednja skladba ravno pravšnja za slovesnost, kar nekoliko himnična, mednarodna. Dajmo Katja in Tina, ena slovenske gore list, druga pa ameriške. Že veste, za kaj gre. When I need you, my heart's on fire. Come to me, wild and wire. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime promises and world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. It can be wrong. Take my heart and make it stronger. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. I stuck on your heart. I hang on every word you say. Tear us apart. Baby, I would rather be there. In your heart, I see the start of every night and every day. In your eyes, get lost, get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Tear us apart. Baby, I would rather be there. Each time you leave me, I start losing control. You walking away with my heart and my soul. I can feel it even when I'm alone. Oh, baby, don't let go. You're the best. I'm better than all the rest. I'm better than anyone. Anyone I ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Tear us apart. Baby, I would rather be there. Ooh, you're the best. Hvala.
Za izbor najboljše enote na področju športa, najboljše brigade, najboljše športnice in najboljšega športnika v Slovenski vojski se je upoštevalo točkovanje za uvrstitev na posameznih prvenstvih Slovenske vojske. Pripadniki so tekmovali skupno v 9 posamičnih prvenstvih, in sicer prvenstvo Slovenske vojske v smučarskem teku, veleslalomu, šahu, lokostrelstvu, orientaciji, kolesarskem vzponu, premagovanju pehotnih ovir, streljanju in teku. Za najboljšo enoto Slovenske vojske so se letos šteli rezultati zimskega patruljnega teka, Brajnikovega memoriala, košarke in nogometa. Pri skupnem seštevku enot so točkam ekipnih prvenstev prišteli še točke njihovih pripadnikov z posamičnih prvenstev. Za zmagovalca med brigadami Slovenske vojske so se upoštevale točke iz enot iste brigade. Med enotami so rezultati naslednji. 3. mesto, športna enota, 2. mesto, 10. pehotni polk in 1. mesto, 132. gorski polk. Prosim poveljnike ali predstavnike enot, da se mi pridružijo na odru. Pokale za najboljše enote bo podelil načelnik Generalštaba Slovenske vojske, generalpodpolkovnik Robert Glavaš. Prosim, načelnik. Podeljevalce še prosim, da počakajo na odru. V razvrstitvi najboljših brigad Slovenske vojske za leto 2023 je z osvojenimi 1355 točkami in pol prvo mesto osvojila 1. brigada. Na oder vabim njenega poveljnika, brigadirja Boštjana Močnika. Hvala, načelnik, za podelitev. Naj povem, da je v skupni razvrstitvi med brigadami 2. mesto zasedla logistična brigada, 3. mesto pa 72. brigada. Čestitke vsem nagrajencem. Ko morda misliš, da ne moreš več, ko ne vidiš več smisla, vsak je verjetno to že kdaj okusil, si je potrebno reči, grem naprej. Nikoli nismo sami. Kako lažje je, ko ob nas hodi nekdo, ki mu lahko zaupamo. In greva skupaj naprej. Tokrat z malo jazz zasedbo orkestra Slovenske vojske in Rudijem Strnadom in Rudijem Bučarjem. Mislim na te,
Pozabila bova tudi najhujšo sušo. Greva naprej, greva naprej, greva naprej, greva naprej. Znova grela si bova tušo, prebrodila bova tudi najhujšo sušo. Gremo naprej, gremo, gremo naprej, gremo naprej, gremo naprej, gremo naprej, gremo naprej, gremo naprej, gremo naprej. Najlepša hvala. Prišli smo do vrhunca današnje prireditve. Podelili bomo odličje najboljši športnici in športniku Slovenske vojske v letu 2023. Priznanja bo podelil minister za obrambo, najboljšim športnikom pa bo čestital tudi načelnik generalštaba, zato oba prosim, da se mi pridružita na odru. Začeli bomo z dekleti. 3. mesto, poddesetnica Jasmina Pitamic Vojska iz enote EKIS. Odličje bo zanjo prevzel poveljnik enote. 2. mesto. Drugo mesto pripada stotnici Mojci Flerin Drevenšek iz 132. gorskega polka. Prvo mesto zaseda in je najboljša športnica Slovenske vojske v letu 2023, štabna vodnica Valerija Lovrec iz športne enote. Sledi podelitev najboljšemu športniku Slovenske vojske za leto 2023. 3. mesto pripada vojaku Juretu Alešu iz 132. gorskega polka. Drugo mesto naddesetnik Aleš Žontar iz 10. pehotnega polka.
In prvo mesto, in s tem najšportnik Slovenske vojske, poročnik Janko Kočevar iz Rodovskega bataljona 72. brigade. Sedaj nas bo nagovoril minister za obrambo, gospod Marjan Šarec, obema podeljevalcema pa hvala za podelitev. Spoštovani visoki gostje, spoštovane športnice, športniki, danes je velik dan in v veliko veselje in čast mi je, da vas lahko nagovorim na tem pomembnem dogodku. Ministrstvo za obrambo je največji zaposlovalec športnic in športnikov, če se izrazim, med državotvornimi resorji. Na to smo zelo ponosni. In obletnica, ki je že častitljiva in kmalu bomo praznovali 30 let, odkar je bila ustanovljena športna enota, nas spodbuja k temu, da se ozremo nazaj na pretekle uspehe, predvsem pa, da pogledamo tudi naprej, kako bomo tudi v bodoče podpirali slovenski šport. Slovenski narod je fenomen v svetovnem merilu, kajti toliko dobrih športnic in športnikov ali pa vrhunskih športnic in športnikov glede na število prebivalstva, s takimi številkami se malo kateri narod lahko pohvali. In zagotovo, drage športnice in dragi športniki, nekateri ste danes prejeli priznanja, zagotovo so ti uspehi vaši uspehi. Kajti trud, ki ga vlagate, bodisi tisti, ki ste dejavni v športu znotraj Slovenske vojske, ali pa vrhunske športnice in športniki, ta trud je potem poplačan ne samo z aplavzom, ampak tudi s priznanji. Za ta uspeh pa je potrebno tudi veliko odrekanja. Kajti vsako vrhunsko udejstvovanje terja celega človeka, terja zbranost, terja odrekanje mnogo čemu, zato, da se doseže vrhunski rezultat. In zavedamo se, da tudi vojaško usposabljanje odvzame nekaj dragocenega časa za treninge, zato si tudi tukaj prizadevamo, da najdemo tisto pravo mero med vojaško dejavnostjo, če uporabim ta izraz, in seveda vašo športno aktivnostjo. Kajti šport je nekaj najlepšega, kar človeštvo premore. Šport združuje. In kot je povedal poveljnik že na začetku, ni važen spol, ne rasa, ne vera, ne barva kože, ne nič drugega, ampak je važno sodelovanje, ekipni duh, predvsem pa glede na to, da ste zaposleni v Slovenski vojski, tudi spodbujanje domoljubja, ljubezni do domovine in boj za domovino na vseh področjih. In kaj je lepšega, ko vam ta domovina lahko tudi izreče čestitke ob vaših uspehih, ko tudi v tujini slišimo slovensko himno ali ko odlično organizirate ali organiziramo svetovna in druga tekmovanja tudi znotraj naše domovine. Zato, drage športnice, dragi športniki
In vsi, ki pripomorete k temu, da lahko žanjemo uspehe oziroma da vi žanjete uspehe, mi pa vam lahko samo iskreno čestitamo. Vsem, ki ste zaslužni za to, iskrena zahvala za vse, kar je bilo storjenega v letošnjem letu, za vse uspehe, spodbudo za naprej, predvsem pa glede na to, da smo vstopili v za mnoge najlepši mesec leta, da bi ta mesec preživeli kar se da mirno, da bi se lahko mirno pripravili tudi na božične praznike, na praznovanje novega leta. Naj bo to tudi čas za iskanje notranjega miru, povezanosti, tudi v družinskem krogu, da se bomo vsi skupaj posvetili tistim, s katerimi se mogoče med letom nimamo toliko časa podružiti, kot bi to želeli. Želim vam mirne praznike, naslednje leto pa naj bo še bolj uspešno, kot je bilo letošnje, in ne pozabimo slogana, ki pravi: za koga? Za Slovenijo. Hvala lepa. Gospod minister, hvala za nagovor. Naslednja dva sogovornika nista ravno zgovorna, ker svojo odličnost kažeta z odlično psihofizično pripravljenostjo. Pa jim bomo dali besedo danes. To sta štabna vodnica Valerija Lovrec in poročnik Janko Kočevar, najboljša športnika v tem letu. Prosim, da se mi pridružite. Ker sem ženska in nagovarjam žensko. Valerija, vaši občutki za doseženo prvo mesto? Zmagati je lepo, sem vesela za to zmago. Ta zmaga je tudi plod tega, kaj sem delala celo leto. Zahvalila bi se vsem mojim bližnjim sodelavcem, ki so mi stali ob tej poti, me spodbujali tudi, ko me ni šlo. Bili so moji največji navijači, zato tudi ta zmaga je namenjena njim. Hvala. Hvala, Valerija, tudi vam. Vsem zbrani moram povedati, da je Valerija rekla pred prireditvijo, da je ta nastop težji od katerega koli drugega tekmovanja. Poročnik, za vse tiste, ki vam v športu ne sežemo niti do gležnjev, ko je najtežje, ker je verjetno tega tudi nekaj, kaj si takrat rečete? Kako greste naprej? Ko je najtežje, pol glava mora biti pri stvari. Misli mora biti osredotočene bolj na en korak, ne pa na cilj, ki je oddaljen mogoče še 5-10 kilometrov. Treba je razporediti, se pravi, celo traso, karkoli je pred tabo, na manjše zalogaje in delati enega po enega. Hvala lepa. Bi kaj dodala, Valerija? Pa ne, hvala. Nenavadna. Hvala tudi vama. Tako, tisti, ki danes niso zasedli prvega mesta, so že napovedali trd boj za leto 2024. Že kimajo. Tako, ob zaključku današnje prireditve se iskreno zahvaljujem vsem navzočim, vsem gostom, da ste z nami delili te slovesne športne trenutke. Iskreno še enkrat čestitam vsem nagrajenim, vsem zmagovalcem. Seveda sledi že običajno druženje in v sosednjem prostoru, kjer nas tudi čaka okrepčilo, in lep dan še naprej. Nasvidenje.
lepa.